Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Današnji podcast bo malce drugačen. To je prvi podcast v letu 2022. Današnji podcast bo poseben, saj bomo proslavili leto 2021 na način, da pogledamo zaključne nauke naših izjemnih Beyond Leaderjev. Do danes smo posneli kar 62 podcastov z izjemnimi posamezniki in kar 40 tipov dovikov z raznimi zanimivimi nasveti. Danes se bomo sprehodili skozi glavne zaključne misli naših skrbno izbranih Beyond Leaderjev. Te nauke pa si zapišite in jih poslušajte, saj so nam lahko v veliko pomoč v poslovnem kot tudi osebnem življenju. Želim vam prijetno poslušanje in uspešno ter izjemno, polno smeha leto 2022. Uživajte. Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke d.d. Delajte trdo, bodite avtentični in ne odnehajte. Redna profesorica dr. Darja Pelhan, pionirka na področju menedžerskih kontrolnih sistemov. Be good to yourself, because nobody else has the power to make you happy. Se pravi, da v bistvu moramo biti dobri sami s sabo, ker imamo samo na koncu mi tisto moč, da se osrečimo. In zdaj, ali je to na kariernem ali pa na splošno na življenjski poti, se mi zdi, meni osebno je to misel, ki mi je zelo blizu. Violeta Bulc, evangelistka ekocivilizacije. Enega sem že parkrat ponovila tokom današnjega pogovora, torej, da res si vedno pripravljen, da začutiš trenutek in tudi priložnost, ki ti je dana, zagrabeš. To se mi zdi, in to je meni zelo pomemben tak ustroj razmišljanja. Nikoli si pa ne dajem za cilj, bolj mi je poslanstvo, mi je bolj pomembno kot cilj, da mora tako reči. Potem enega, ki sem ti tudi omenjala, je bil ta, da poslušajte notranji glas, ne hoditi proti svoji intuiciji. Jaz sem zdaj tako zavestno vem, da sem šla 4-krat proti tem in to so zelo dragocene izkušnje, ker sem si za svet obljubila, se to ne bo več zgodilo. Ta notranji glas je namreč ta vibracija, o kateri smo govorili in vemo, da smo mi vibracija in ta vibracija ima nek spomin in ima neko inteligenco, ki mi danes še ne znamo z našo fiziko izraziti, ampak sem prepričana, da jo bomo kmalu. Tako, skratka, to bi bil zelo en tak guiding principle, en tak nasvet. Hkrati pa mogoče tudi izkušnje iz slovenskega političnega prostora so vse naučile, da so vsi sistemi dinamični, da v življenju, v naravi in kar smo mi del narave, ne obstajajo statični sistemi. In vsakič, ko narediš potezo, ne pričakuje, da bo svet stal, ampak se bo vse ponovno prilagodilo na ta korak. Sem hotela reči, da je naš bivši premier dobil težko lekcijo iz tega naslova. Ampak res, sploh pa v poslu je to pomembno. Če mi naredimo eno potezo, moramo vedeti, da bo ta poteza sprožila v vseh mrežah, v katerih smo mi vpeti, neko vibracijo. Pri dobaviteljih, pri strankah, pri partnerjih, pri zaposlenih, pri lastnikih. In zato je mogoče dobro, da kot nek odgovorni, recimo, imaš vendarle 2-3 korake vnaprej scenarijsko predelane, ker si itak noben tistih scenarijev ne naredil. Samo s tem ti sam sebe daš v eno dinamično stanje, da si potem bolj odziven na nepričakovane stvari in jih jemlješ kot sestavni del enega procesa, ne pa kot šok ali pa pol kot en razkroj. Aljoša Domijan, lastnik NA.com, serijski podjetnik in investitor. Jaz pač mislim, da svet, v katerem živimo danes, je dejansko pravličen svet z ogromno priložnosti in se treba zavedati. Torej, ni bil pravličen svet v naš otroštvo nazaj, tudi ne bo, ne vem, vse bo lepše verjetno tudi v prihodnosti. Tudi danes je res najboljši life, ki ga lahko živimo in danes se vse živo dogaja in ja, tudi danes se mogoče eno tukaj v Ljubljani, ne vem, utrlo neke ideje, iz katere bo nastala spet firma za
milijardo dolarjev, ne, se pravi, tisti enorog je lahko čist nekje tle. Ne. In če začneš tako gledati na ta svet, mislim, da imaš dosti več šans, da boš živel fajn, ker je itak ta glavna stvar. Ne. Sej denar je potem sam stranska zadeva. Važno je, da se imaš fajn. No. Mislim, da svoj life učiviš fajn, da si zadovoljen za okolico, v kateri si, ker to je pač edina, ki jo imamo. Tamara Valenčič, strokovnjakinja na področju razvoja in menedžmenta talentov, organizacijskega dizajna in HRM-ja. Ja, parkrat sem že povedala, da mora vodja biti avtentičen. Vedno mora biti avtentičen in točno to, kar je, to naj bo, tudi pred svojimi ljudmi. To je en mojih glavnih nasvetov, s komerkoli se pogovarjam. Druga je poslušanje. Ne samo vodja, mi vsi se moramo poslušati, vodja mora pa znati poslušati srcem. Zakaj srcem? Zato, ker mora potem tudi odreagirati srcem, pomagati srcem in ljudi usmerjati, jih učiti enako srcem, ne pa zaradi dosege nekega drugega cilja. In to, kar jaz znam biti precej stroga, je bodi vzor, bodi role model. Vodja mora biti vzor z vsem, kar počne. Tudi v svojem privat življenju, tudi v svojem izražanju, v svojem načinu obnašanju. Vedno mora biti vzor, drugače ni vodja. Katarina Rajčevič, direktorica prodaje CSMB in strateških računov Madžarske in Južne Evrope at Dun & Bradstreet Europe. Prva stvar, pa tudi ne vem, kje sem to prebrala, je, da ljudje si ne bojo zapomnili, kaj si rekel, ampak si jo zelo dobro zapomnili, kako so se počutili zraven tebe. In kot lider, bodoči lider, trenutni lider, za željo postati lider, naj te driva ta impact. Ampak impact se ne meri v količini znanja, pa koliko ti vse si zmemoriziran, pa koliko 1000 knjig si ti v vodenju prebral, pa vse veš, pa tako naprej. Impact se meri v tej tvoji kredibilnosti, v tvoji pristnosti, v tvojih izkušnjah, v odprtosti, da govoriš o teh izkušnjah, v tem, kjer si imel super prodajne rezultate, kakšne akcije si se spomnil, koliko hitro si znal povezati ljudi, koliko hitro si znal stvari iz ideje spraviti v realnost. To je ta impact, na tem gradi. Ljudje veliko radi s takimi ljudmi se srečujemo, ker ko ti enkrat si to, kar si, daš drugemu možnost in občutek varnosti, da je on to, kar je. In sprostijo se. Ko se ljudje sprostijo, pa pridejo crazy ideje, pol je thinking out of the box in ne jih takrat judgati. Ker mogoče na začetku, ko bojo sproščeni, bo tudi prišla kakšna ideja, ko še rekel, ali pa kakšna beseda, ki mogoče ni primerna ravno za tvoje poslovno okolje, ne jih judgati. Pokaži jim drugačno pot. Bodi modrec. To je mogoče prva stvar. Druga stvar. Tu mi je rekla ena kolegica iz Srbije, to tudi po moje kakšen kvot, vsaka pot okoli sveta se začne s prvim korakom. In mogoče malo povezavi s temi tudi kvot, mislim, da gre, tega jaz dostikrat rada uporabim, pa ne vem, če 100% ta prav, gre pa nekaj v tem smislu. Danes je drugi najboljši dan za posaditi drevo, prvi bil 15 let nazaj. Ampak kaj ideš starti danes? Ker se včasih ujamemo v ta mindset, kaj vse bi lahko drugače, pa itak smo zamudili vlak, pa ne vem, ali pa sem tik pred penzijo, imam brez veze, da se sploh še kaj mučim, ali pa ne vem kaj. Ne. Naredimo prvi korak. In bod zadovoljen z malimi zmagami. Ne imeti samo v glavi, če bom tja prišel, pa bom imel tako funkcijo, pa ne vem, take benefite, karkoli, ko ljudje samo z tega vidika gledajo in samo če bom tja prišel in to, takrat bom jaz zadovoljen. Razbi si na male cilje, če imaš to zelo razdeljeno karierno pot, razbi si na male cilje, pa uživaj vsak dan, pa prepusti se toku. Ker mogoče ti to ni usojen, pa ti usojen nekaj boljšega ali pa nekaj večjega. Ne se v tej prepričanju te toliko ostre ciljne usmerjenosti limitira, da ne vidiš priložnosti drugje. Imej to širino. To mogoče kot druga. Ja, pa
ta perspektiva, ne, ta širina, ki jo skozi izpostavljam, spoznavi sebe, da boš lahko spoznal druge. Če hočeš rešiti cel svet, najprej začni pri sebi. Če hočeš biti dober v kateri koli funkciji opravljaš v svojem življenju, moraš biti najprej najboljši do sebe. Ker pol boš bil sposoben biti dober tudi do drugih. Jaz učim svojega 5 let pa pol starega sina, človek, katerega moraš imeti najrajši na svetu in ga najbolj spoštovati, si ti sam. In on to pri 5 letih pa pol reče sebe in pa vedno rečeva, zakaj, ker nočem, da se mu ego builda, ker s tem bo imel lahko rad tudi druge. Ja, ker ko boš ti pri sebi spoznaval, kaj so limite, kaj tebi ne paše, takrat začneš tudi respekt, spoštovanje do drugih graditi. Pa kje jaz, če sebe ne spoštujem, če sebe ne cenim, kako mi je spoštovala druge ljudi? Če sama sebe ne navdušam, pa ne nahajpam vsako jutro, kako mi jaz navdušila druge ljudi? Pa mogla fejkati, Točno tako. pa mogla imeti maske na obrazu. To je pa zelo revno življenje, imeti maske na obrazu. Tudi če imaš ne vem koliko na računu, če ti vsako jutro zbudiš, pa moraš porabiti toliko energije, da ti sam nafejkaš, da uživaš v funkciji, ki jo opravljaš, ne glede na to, koliko imaš evrov na računu, kakšen avto voziš, to je zelo revno življenje. Bogato življenje je, ki ti rečeš, pa tle sem, kjer moram biti. V življenju se stvari zgodijo z razlogom, učitelj pride, ko mi je sredi, in ko zagusti, ko rata panika, ne bom reagirala, nekaj se moram naučiti. Ker to mene samo vesolje challenge. In ko bom ta challenge prestopila, bom močnejša, bom modrejša, bom imela še večjo lahko inspiracijo za druge. In to tebe krepi kot liderja. Borut Jeglič, podjetnik, mentor in coach, predan razvoju vodij in zmagovalnih ekip. Ok, prva, kar sem se naučil, pa bi rekel, je, da podjetništvo, vodenje, v bistvu česarkoli se lotevamo, je full tek na dolgi progi. Jaz sem vedno na začetku imel idejo, da je to 2 leti stisnemo, pa bomo full uspešni, pa tako, in pa 2 leti okoli in smo še slabši, kot smo bili tam na začetku. In tudi zdaj, ko pogledam, 5 let, dobrih 5 let se ukvarjamo z igro, dosega smo ogromen, ampak niti slučajno ne vsega, kar hočemo. Je pa čista lekcija, da moraš uživati v tem daily grindu in tukaj najdeti smisel, ne samo v končnem cilju. Ker če sam tam boš znorel in pregorel v daily grindu. Tako to je ena taka stvar. Druga je pa čist iz vodenja, pa iz teh izkušenj, ki jih imam pa z vodjami okoli. Prvo se moramo naučiti v bistvu voditi sami sebe, svoja čustvena stanja, svoje odzive, pač to, kar pride ven iz naših ust, pol vodimo druge. Ker brez tega prvega dela bo ta drugi del v najboljšem primeru povprečen, zelo verjetno pa ne najboljši, pač precej slab. Super. Tako to je ena taka. Tretja, ne vem, mogoče, da dejansko se več ozremo okoli, pa dejansko pogledamo ljudem okoli nas v oči, pa se vprašamo, kdo si ti kot človek. Zanimaš me ti kot človek. Kar se dogaja, v tem si omenil tempo, pa cilji, pa skozi sledujemo to, vse to vleče nas fokus na nas. Pač jaz imam toliko dela, jaz moram to narediti, jaz imam nalogo zdaj, jaz imam to, pa moram iti pa tja, pa moram to. Da enostavno dostikrat pozabimo na ljudi, ki so okoli nas. In so pa ravno te ljudje, ki so okoli nas, tisti, ki naredijo celo to našo izkušnjo življenja worthwhile. Pač vredno. In so tisti, ki nas na koncu podprejo, pa so naša varovalka pred stresom, tako kot smo se prej pogovarjali. Tako da to, tretji. Roman Pavlović, Leadership and Peak Performance Coach. Zavedajte se, da v resnici ne delate za titulo, delate za čast, in če dosežete to, da ko dobite neko titulo, da vam ljudje še podelijo čast, ste na pravi poti. Vedno si rezervirajte čas za pomembno v vašem življenju
Kaj ti nujno bo vedno povozilo in preglasilo pomembno. Vsak dan nas bombardirajo zadeve in te zadeve so vedno močnejše, glasnejše. Če si ne boste zavedno vzeli 10 ali 20% svojega časa, ne boste nikoli imeli čas za lasten razvoj in razvoj vaše ekipe. In sprejmite to, da vrhunsko opravljanje običajnih stvari vsak dan je tudi vredno enega vodje in enega liderja. In bodite mojstri ene zadeve, vrhunsko upravljate to zadevo in čez čas boste ugotovili, da tudi druge stvari v vašem življenju kar naenkrat laufajo boljše. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo. Za tiste, ki prihajamo iz akademskega sveta, vemo, da dvom je ključna stvar. Brez tega, da dvomaš, ne bo napredka, ker če ne bi bila zemlja še vedno ravna. In zdaj ne mi oprostijo tisti, ki so prepričani, da je zemlja ravna. Pač dvom je res ključen. Dvom moraš tudi včasih v svojo percepcijo. Jaz vedno povem ta primer, da sem začel na delu delati kot novinar, pa seveda takrat sem še zelo tak pazljiv, si šel na tiskovno konferenco, vse si snemal, vse si pisal, pa si 4 ure poslušal, ko si se zvrziral, si malo vedel že, kaj je pomembno. Ampak na začetku pa 4 ure si posnel in si vse šel na tipka, da si pol izločil pomembno. Ne? In potem jaz sem pač valjda delal zapiske in kakšne izjave zapisal in jaz sem vse pa prepričan, da tudi tako je bilo rečeno. Pa kaj poslušaš pa na diktafonu, pa vidiš, da tisto, za kar bi bil prej pripravljen dati roko v ogenj, sploh ni res. Da je tvoja percepcija tista, ki je določala vsebino ali pa pač tako, kako si ti razumel in da si narobe razumel. Podobno je, zakaj mi lastnih napak pred pisanju nikoli ne opazimo, je zato, ker naši možgani že sporočajo, kaj tam mora pisati. In ne boš videl lastne. Počakaj en teden, boš bral na novo, ker si pozabil tekst, boš pa napako najdel. Tako da ta dvom tudi v lastna prepričanja, dolgem se moraš znebiti. Ne obsoja drugih, nikoli ne veš, kako bi ti ravnal v nekih okoliščinah, oziroma če bi šel iz nekih okoliščin. To jaz mislim, da so ključne usmeritve, ki bi jih jaz dal. Lucija Sajevec, direktorica AMZS DD. Da vsak v bistvu za sebe zagotovo dobro ve. Mi pa odzvanjajo besede, ko ne, kot prav Šer, in v bistvu so 4, sam v bistvu tako se mi zdi res povezovanje, sodelovanje v bistvu je ključ do tega, da res ustvarjamo nek boljši svet. In to je pač v mojem poslanstvu ljudi, zato ker je mnogo več od tega materialnega in pri nematerialnem v bistvu se začne odnos in odnosi so to, kar kreirajo življenje. In se mi zdi v bistvu, da slej ko prej se sklene ta krog ali pa prideš spet v to, da si sam sabo in se mi zdi, da takrat je okej, da si miren s tem, da si živel skladno z nekimi vrednotami, pa goji dobre odnose in pač svet opušča neko svet v smislu dobrega. No. Tako da zdaj včasih nam to ratuje boljše, včasih slabše, ampak se mi zdi, da načelnost le pomaga in vztrajnost. Maja Voje, podjetnica in mednarodna strokovnjakinja za digitalno trženje. Mene je najbolj zanimivo, da imamo zdaj na prstih, na svoji roki zakladnico svetovnega znanja. To je tvoj mobitel. Vsaka stvar, vsaka informacija, ki jo dobiš, lahko postane del tvojega znanja. In kar se tiče učenja, je tako, da potrebuješ 10,000 ur za to, da razviješ eno novo veščino, da jo osvojiš. In pol je spet vse v lokaciji časa. Pač, a boš ti se učil, pa delal nekaj dobrega iz sebe, a boš tam vegetiral in gledal Netflix. Tako da moje sporočilo je, ne biti sužen dopamina. Deli dobre stvari v življenju, ker ti na dolgi rok bolj koristijo. Kar ne pomeni, da se ne sprostimo, one ne, ampak vlagaj tudi vase. Druga stvar, upaj si pa bod proaktiven. Pač, če ne vprašaš in predlagaš in deluješ, se ne bo nič spremenil. Boš pač negoval svoj status quo. Tako da tukaj je edina način, kako se sprememba naredi, je, da jo sprožiš večinoma. Pa so pa še zavrnitve. Veš, ko sem jaz začela prodajati, oziroma pač, ko sem začela tudi kakšna partnerstva sklepati, pa karkoli tazga, sem ogromnokrat slišala ne in bila kar tako, aj kaj narobe z mano. Zdaj pa mislim, ne zdaj. Pač super, boš pa čez 6 mesecev dobil še en reminder in bova takrat prediskutirala, če je zdaj že dober čas za sodelovanje. Pa še bolj, ker to pa je pomembno, da zapiraš.
Da enostavno ne pustiš stvari predolg časa v limbu, kar ne pomeni pač, da ne smeš follow-upati, ampak da dobiš ja ali ne. Ne, mogoče čez 3 mesece, ja, mogoče pa bo to neki, lej, ja ali ne, povej. Pa še zadnja stvar, ki smo jo pa tudi že izpostavila, ne biti sužen svojemu načrtu. Ostani odprt na nove priložnosti, v svetu, s katerim živimo, se dogajajo na dnevnem nivoju in ja, planning je pomemben, ampak ne pa biti pijan splot sistem, pač tako imej malo svobode, imej malo odprtih misli, zato da ti kakšen dober vlak ne bo šel. To je to. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor in član upravnega odbora družbe BTC. Če bi izluščil na kratko, bolj zvest samemu sebi, kar si začel, dokončaj, vedno bod kredibilen, po principu don't bullshit a bullshitter, ne, res, vedno bod kredibilen, to se mi zdi ful pomembno, ne. Pa mogoče, da znaš si izbrati tisto delo, v katerem vidiš, da bi lahko na dolgi rok užival, ne. To se mi zdi ful pomembno, ne. Veš, ko vidim zdajle mlade, na kjer faks bi šel, ne, jaz še sem iskren, sploh nisem vedel, na kjerega bi šel, pa sem dosti gledal tako, moj foter je šel sem, kje je tret, ne, pa sem imela rada iste športe, isto pot, ne, in sem je pogledal, ne. Srečni so tisti, ki vejo, na primer, že danes v srednji šoli, jaz bi bil pa rad zdravnik, ne. To se mi zdi tudi fajn, če veš, kaj bi rad, ampak to moraš imeti tudi malo sreče, ne. Tako da te zadeve, ki sem naštel, se mi zdijo najbolj take pomembne smernice, ne. Hvala za poslušanje. To je prvi del trilogije Kaj so glavni nauki naših Beyond Leaderjev v letu 2021. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook. Kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.